Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Če ne podamo roke drugim, ne bomo srečni. Bolj, ko skuša človek skrbeti le zase, v hujšem stanju je. V svojem življenju sem se naučila, da je sebičnost šibkost. Ljubezen in skrb za druge pa je večja moč, kot si jo lahko predstavljamo. Če hočete, da vas hudič pusti pri miru, se le posvetite drugim. Temu, kar lahko vi storite zanje, jih blagoslovite in jim pomagate. Ko greste v cerkev, ne pojdite samo po blagoslov. Pojdite, da bi bili blagoslov, namenoma. Recite, 10 let sem poslušal Božjo besedo, zdaj je čas, da odrastem. Bog, pokaži mi nekoga, ki potrebuje blagoslov. Pokaži mi vdovo, mamo samohranilko, pokaži mi nekoga, ki mu lahko pomagam, ker ne morem živeti, ne da bi pomagal drugim. Preveč let sem živel na način, jaz, tako ne morem več. Bog, pokaži mi nekoga, ki mu lahko pomagam. Pojdite ven, oboroženi in pripravljeni. Ne pridite v cerkev 15 minut prepozno in ne motite ostalih, ki skušajo častiti Boga, medtem ko vi iščete sedež. Dajte, no, jaz pridigam bolje, kot vi igrate. Odidite med obredom, saj vam je tako vseeno, če motite tiste 4 ljudi, ki bodo tako ali tako šli v pekel. Hočete samo ven in oditi, saj imate za danes načrte zase. Hotela sem biti prijaznejša, res. Tudi sama sebi pridigam. Vam ne govorim nič drugega, kar je Bog povedal meni spet in spet in spet. Amen. Pojdite in sedite v cerkveno klop. Res upam, da bo njegovo današnje sporočilo dobro. Res rabim blagoslov. Ali govorim resnico? Ja. Priznajte vsaj, da ne lažem. Govorim resnico. Tega se moramo znebiti. Potrebujemo opozorilni klic in to pogosto. Tu sem, da zatrobim na sionsko trobento in rečem, če ste rešeni in poznate Boga, potem prižgite luči. Bodite nekomu luč. Bistvo je v tem, da ne gre zate ali zame, ampak za druge. Za tiste, ki so izgubljeni, ki ne poznajo Kristusa ali pa ga poznajo, hodijo v cerkev, a zares ne poznajo Boga. Ne vedo, da jih čaka vse, razen potovanja v nebesa, če le zdržijo do smrti. Služenje Bogu je najbolj napeta in neverjetno krasna stvar. Ne vem, kako bi nekdo lahko bil kristjan in hkrati trdil, da mu je dolg čas. No, pravzaprav vem, kajti dolg čas vam bo, če boste le skušali jemati in ne dajati. Ne smemo biti mirujoči vložki s samimi prihodki in brez odhodka. Za vse, kar Bog naredi za nas, pričakuje, da bo privrelo iz nas. Pravilo se glasi, tebi in skozi tebe. Abrahamu je v 1. Mojzesovi knjigi rekel, blagoslovil te bom in te napravil za blagoslov, da boš razdajal dobro drugim. To je res zanimiv študij. Poiščite kazalo in tam najdite besedo drugi.
Presenečeni boste glede tega, kaj vse pove Bog o drugih. In kar je tudi zelo zanimivo, in to vam lahko rečem z gotovostjo, saj imam izkušnje. Če ne pomagamo drugim, nismo srečni. Bolj kot skrbimo zase, v slabši situaciji bomo in obratno. Hkrati ne pravim, da zase ni treba skrbeti. Govorim le o naravnanosti. Kaj pa jaz? Sploh ne maram več dni, v katerih ne naredim nečesa za drugega. Ugotovila sem, da moram namenoma loviti ljudi, ki so v stiski. Če ne poznate nikogar v jarku, pojdite in ga poiščite, kajti obstajajo. Zaupajte mi. Ljudje v tem prostoru, nocoj in ljudje, ki gledajo televizijo, ki redno pomagajo drugim, ki dajejo, ki opogumljajo, ki gradijo in tako naprej, prav ti so najsrečnejši v tej stavbi in najsrečnejši gledalci televizije. V prvem pismu Timoteju piše: tisti pa, ki teka za užitki, je umrl, kljub temu, da živi. Jezus. Aleluja. Jezus pravi: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil. Jezus pravi: novo zapoved vam dam. To je zanimiva izjava. Če boste torej upoštevali to zapoved, bo za vse ostalo poskrbljeno. To mi je všeč, saj se kot kristjani trudimo z dosti stvarmi. A sem ugotovila, da če obvladamo to eno stvar, je za vse ostalo poskrbljeno. Rekel je: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem vas bodo spoznali vsi. Veste, cerkev na splošno v svetu nima dobrega slovesa. In res je žalostno, ker nimamo dobrega slovesa. Mnogokrat Bog nima dobrega slovesa. Rada bi, da bi Bog dobil več časti v javnosti. Hočem, da se ga spoštuje. Hočem, da so ljudje Boga boječi. Hočem, da ljudje slavijo Boga. Kaj mislite, da bi se zgodilo, če bi vsak človek na svetu, ki sebe imenuje kristjana, vsak dan naredil eno stvar za drugega? Samo za to prosim, za eno stvar vsak dan. Nasmejte nekoga vsak dan. Pohvalite ga. Poskusite nekaj dati vsak dan. Dajte no, doma imate toliko stvari, ki jih ne uporabljate, da bi jih lahko polovico razdali. V prvem Janezovem pismu beremo: drugi, 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 drugi. Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. To je zelo pomemben odlomek, saj čeprav pridigam zelo trdo, po drugi strani ni tako težko sedeti in poslušati, lahko celo rečete amen.
Amen. Imamo lepe luči, udobno stavbo, jaz sem oblečena lepo, vse se ujema. Veste, kje pa postane težko? Ko odidete od tukaj, ko ste še tu, še ne veste, ali se strinjate s tem sporočilom ali ne. Videli boste komaj, ko dobite priložnost nekomu nekaj dobrega storiti, pa vaše meso ne bo hotelo. Jutri zvečer vam bom povedala nekaj zgodb o sebi. Prav neverjetno je, da lahko zjutraj sedim in razmišljam o svetopisemskih odlomkih, o ljubezni do bližnjega, a se nato začnem kujati ob prvi priložnosti, ki se pojavi, če mi ni po godu. Ves čas proučujem te stvari, zato vem, da je take stvari treba delati namerno, ker vemo, da so Bogu všeč in v skladu z njegovo voljo. Ne čakajte, da bi se počutili ljubeče. Nekateri ljudje se rodijo prijazni. A jaz nisem bila ena izmed njih. Bog vas blagoslovi, če ste eden izmed prijaznih ljudi. A preko Kristusa lahko ojačamo svojo samokontrolo, da lahko živimo v skladu z njegovo voljo in ga tako slavimo. Biti kristjan je težko. A ne poznam ničesar boljšega. Odločena sem, da se bom do konca življenja učila, kako biti podobna Jezusu. Poklicani smo, usojeno nam je, bi radi videli, kaj pomeni usoda. Glede na pismo Rimljanom je naša usoda, da bi se izoblikovali po Kristusovi podobi. To je naša usoda. Kaj je vaša usoda? Poklicana sem, da pridigam, da sem voditeljica pri slavljenju, da vodim posel. To so stvari, ki jih v življenju delamo. A poklicani smo, da bi se izoblikovali po Kristusovi podobi. Mislim, da se zabavam bolj, kot bi se morala. V prvem pismu Janez pravi: danes ste pridni. By this we come to know progressively to recognize, perceive and understand the essential love. Ljubezen spoznavamo po tem, da je on dal življenje za nas. In tako smo tudi mi dolžni dati življenje za brate. Ljubezen poznamo, ker je on dal življenje za nas. Bilo je težko. Ljudje ne hodijo v ljubezni, ker jih to nekaj stane. Ni zastonj. Stalo vas bo časa, truda, denarja. Morali boste spremeniti svoje načrte. But if anyone has this world's goods, resources for sustaining life and sees his brother and fellow believer in need, kako more Božja ljubezen ostati v človeku, ki ima premoženje tega sveta in vidi, da je brat v pomanjkanju, pa zapira svoje srce pred njim? Srce lahko zapremo, lahko poslušamo pridigarja govoriti o ljubezni in se razjezimo, ker je govoril 5 minut predolgo. Ne silite me, da pridem k vam in vas ulovim. Ne govorim resnice. Mislite, da predolgo govorim o dajanju? Ko pa je pastor govoril o ljubezni, ste se strinjali. Pa to ni teorija. Pridiga je, resnično je. Bog je svet tako ljubil, da je kaj? Da je dal. Naj vam povem, kaj svetopismo govori o drugih. V knjigi Pregovorov je rečeno, naj ne precenjujemo sebe in podcenjujemo drugih.
Naj ne mislimo, da smo boljši od drugih. Čeprav zase mislimo, da smo ljubeči. Morda pa bi jo morali pozorno poslušati. Saj morda skozi njo govori Bog. A mi v sebi že imamo fiksno mnenje, da nam oni res ne morejo povedati nič pomembnega. Sama sebe sem ulovila v taki situaciji 2-krat v zadnjih 2 tednih. Bog mi je dokazal, da je tako, in sem bila presenečena. In Sveto pismo pravi, naj ne podcenjujemo drugih. Bog pa je spremenil vas in lahko kogarkoli drugega. Ko nekoga odpišete v svojih mislih, se sami ne boste spremenili. Vem, da je pri Bogu vse mogoče, ampak mu še vedno ne bomo verjeli. Morda je član druge cerkve kot jaz. Ene tistih drugih, mrtvih cerkva. Veste, vsi imamo svoje fraze. Oni pravijo, da smo mi nori in mi pravimo, da so oni mrtvi. Nedavno sem se preko nekoga, ki je član ene izmed teh cerkva, nekaj velikega naučila. Ne bi si mislila, da ta oseba kaj ve, ker hodi v to cerkev. To je star religiozen kraj, tam jih nič ne učijo. A sem slišala modrost iz ust te osebe. In bila sem, kako sem lahko to prezrla? Vsakega je treba ceniti. Od vsakega se lahko učimo. Ne precenjujte sebe, ne podcenjujte drugih. Amen. Dva odlomka iz Matejevega evangelija. Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. In po Lukovem evangeliju, dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano miro vam bodo nasuli v naročje. Veste, kakšno moč vam to prinaša? Mi beremo, pa ne razumemo. Kaj pravi Jezus? Vse biblično lahko dobimo tako, da to damo drugim. Zakaj nismo boljši z drugimi? Zakaj nismo prijaznejši, spoštljivejši? Želim si, da bi bili ljudje boljši z mano. Vete, no, naj se sama zabavam. Se zavedate, kako močno? Jaz sem razmišljala o tem. To je bolj močno, kot smo kadarkoli razumeli. Bog nam daje način, da bi dobili tisto, kar hočemo. Tako da to pač damo nekomu drugemu. Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Naslednja vrstica pravi, stopite skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih je, ki stopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje in malo jih je, ki jo najdejo.
Te verze je po mojem treba postaviti skupaj. Mislim, da pravi, če lahko z drugimi delaš tako, kot hočejo, da se z njimi dela, tako ostaneš na tesni poti. Zjutraj se zbudite in rečete, danes Bog s tvojo pomočjo, ker sam ne zmorem, danes bom ljudi obravnaval tako, kot si želijo biti obravnavani. Tudi tiste, ki jih ne maram. Ker veste kaj? Kakorkoli mi obsojamo, verjetno sami naredimo več neumnosti kot oni. Jaz se tega še ne zavedamo. Brez skrbi, čez par minut bom gotova. V Matejevem evangeliju piše, rada bi vam nekaj pokazala. Vesela sem, da imamo še 2 srečanji. V Matejevem evangeliju beremo, kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil čez svojo služničad, da ji ob pravem času da živež? Glejte zdaj to. Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil čez svojo služničad, da ji ob pravem času da živež? To je torej sporočilo dobrega upravitelja. Bog pravi, če si v malem zvest, te bom postavil čez veliko. Zakaj nas postavi čez veliko? Ker nam zaupa in reče, dal ti bom veliko, ker vem, da boš pozoren na tiste potrebne pomoči. S tem, kar sem ti dal, boš pomagal drugim. Torej, ali to pomeni, da morate razdati čisto vse, kar imate? Več kot Bog ne morete dati. Pa če še tako poskušate. Poskusite, izzivam vas. Potrpite z napakami šibkih, šibkostjo drugih, ker ljubezen se ne preda. Ne škodite vesti drugih, če veste, da jih bo užalilo. V Svetem pismu uporabijo prispodobo hranjenja z mesom, ki je bilo ponujeno malikom. Danes pa je dosti drugih primerov. Rečemo, jaz bom naredil to in ker se mi pač tako zdi. A za resnično svobodo ni potrebno, da izvaja to svobodo, če ve, da tako ne bi bilo najbolje. Pavel pravi, za Juda sem Jud, za Grka sem Grk. Lahko se prilagodim, da človeka pridobim za Kristusa. Če ste na svojem delovnem mestu skoraj edini kristjan, ne govorite za vsemi na krščanski način. Govorite z njimi o njim zanimivih in razumljivih stvarih, tudi če vas ta stvar ne zanima. Sama bi lahko ves čas govorila o Bogu, a ne morem, ker bom šla drugim na živce. Ne bomo se povezali, da bi bili lahko odprti za Boga. Nekoč sem bila 2 tedna na misijonskem potovanju z nekom in mi je rekel, cela 2 tedna nisi govorila o drugem kot o Bogu. To pa se mi je zdelo sijajno. Kako sem duhovna. Nato pa sem spoznala, da lahko postanemo preveč duhovni in se nihče ne more poistovetiti z nami. Moramo razumeti situacijo, vedno narediti, kar je dobro za druge. Da je boljše, da se ne bi drugi spotaknili. Tega imam cele strani. Bodite bogati v delih in darežljivi do drugih. Skušajte se razumeti z drugimi. Če res hočemo živeti blagoslovljeno življenje, se moramo naučiti koncentrirati se na druge ljudi in njihove potrebe. Sebični in hkrati srečni ne moremo biti. Ne smemo precenjevati sebe in podcenjevati drugih. Za Boga so ljudje res pomembni.
Vi ste pomembni, a drugi v vašem življenju so tudi. Če pomagaš drugim, bo Bog tebi. Mnogokrat so ljudje nezainteresirani za temo ljubezen. Včasih se nam enostavno ne zdi pomembna ali pa toliko govorimo o njej, da izgubi vrednost. Ali pa se nam zdi, da o tem že vse vemo, saj smo kristjani, a ljubezen je Bogu najpomembnejša. Jezus je rekel, novo zapoved vam dajem, da se ljubite med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Če se osredotočite na ljubezen, bo to spremenilo vaše življenje kot še nikoli in moj novi ljubezen na ves glas vam bo pri tem pomagal. Pomagal vam bo bolj ljubiti Boga, sebe in druge ljudi. Ljubiti na ves glas pomeni ljubiti navdušeno in agresivno. Ljubezen je za Boga najpomembnejša in tudi za vas bi morala biti najpomembnejša. Zato vas izzivam, da letos začnete ljubiti na ves glas. You mean more to us at Joyce Meyer Ministries than you may ever know. V misionarski skupini Joyce Meyer nam pomenite več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo prijateljem in partnerjem, da so omogočili ta misijon. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in predstavljamo evangelij narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali nas obiščite na joycemeyer.org. Tam lahko delite vaše molitvene prošnje, izveste več o naših sredstvih, vidite Joycein urnik in se nam pridružite pri širjenju Kristusove ljubezni po svetu. Plačano strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.